dragi poslušalci, gledalci televizije Exodus, lepo pozdravljeni. Smo v postnem času, premišljujemo o Jezusovem življenju, ki je povezano s trpljenjem. Več premišljevanj je v tej zvezi. Danes je na vrsti 7 Jezusovih besed na križu. Jezus je v 3 urah, ko je bil pribit na križ, 7-krat spregovoril. Besed je bilo seveda več kot 7. 7 stavkov lahko rečemo. Vrstnega reda ne vemo. Zato smo svobodni in ga navajamo, kakor želimo. V tem premišljevanju se bomo najprej ustavili pri 3 nagovorih, ki jih je Jezus namenil drugim. Ti 3 so: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. To je govoril okrog stoječim Judom. Potem je spregovoril razbojniku: Še danes boš z menoj v raju. In je spregovoril svoji materi in Janezu evangelistu, ko je rekel: Žena, glej tvoj sin. In je rekel Janezu: Glej tvoja mati. To so 3 stavki, namenjeni drugim. Potem so pa še 4, ki so pravzaprav namenjene samim sebi, oziroma je izrazil svoje občutja. Eden je bilo: Žejen sem. Potem: Moj Bog, zakaj si me zapustil? Potem je rekel: Dopolnjeno je. In na koncu: Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. Ko je to izrekel, pravi evangelist, je nagnil glavo in izdihnil. Torej pri teh Jezusovih besedah se bomo ustavili in jih nekoliko obdelali ali v njih premišljevali. Torej prvo: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Tu Jezus izvršuje to, kar je v svojih nastopih, posebej pa še na govoru na gori, pogosto oznanjal in naglašal: Molite za svoje sovražnike. Bodite usmiljeni. Ljubite se med seboj. Prenašajte drug drugega in podobno. Najprej Jezus nagovarja očeta: Oče, odpusti. Odpusti vsem, ki so krivi, da visim na križu. Tudi tistim, ki so za to odgovorni. Ampak Jezus naredi korak naprej. Ne samo odpusti, ampak doda: Saj ne vedo, kaj delajo. Torej jih opravičuje. Mi se le vprašamo, ali res ne vedo, kaj delajo? Kaj bi bil odgovor? Vedo in ne vedo. Vedo, saj vidijo človeka na križ pribitega. In po njihovi krivdi. Torej, ali vejo ali ne vejo? Vejo. Ni kaj. Ampak lahko pa tudi rečemo, ne vejo, ker so mislili, da je ta človek zaslužil to. Zasluži smrt. Na križ z njim. Bičaj ga, križaj ga. Prepričani so, da je tako res, prav. A so bili v zmoti. Motili so se. Ne vedo, kaj delajo. Če bi vedeli, tega ne bi naredili. Tako lahko sklepamo.
Torej, v prvih poglavjih apostolskih del, ko je apostol Peter imel nagovor Judom na binkoštni praznik, torej po Jezusovi smrti in po njegovem vstajenju in v nebohodu, je rekel Peter tam javno rojakom: svetega in pravičnega ste zavrgli, ker so to storili v nevednosti. V nevednosti. Pozneje je pa spet na drugem mestu rekel Peter: vem, da ste ravnali iz nevednosti. V prvem pismu Timoteju apostol Pavel pripoveduje o sebi, kako je preganjal cerkev, in prizna: bil sem bogokletnik, bil sem preganjalec, bil sem nasilnež, a dosegel sem usmiljenje, ker sem to storil nevede in v neveri. To so 3 mesta iz Svetega pisma, kjer je uporabljena beseda v neveri ali v nevednosti. Niso vedeli. Torej, ima Jezus prav, ko pravi: saj ne vedo, kaj delajo. Ne vedo. Za razumevanje tega dejstva je prav, da se napotimo na začetke človeškega rodu, kjer je govor o izvirnem grehu. Prizadel je izvirni greh človeka v celoti. Telesno, ker je postal ranljiv in umrljiv, duševno, duhovno, ker je njegov razum človekov postal neveden, in ne samo to, tudi zmotljiv. Človekov razum je zmotljiv. In človekov razum je omejen v smislu, da vsega ne razumeš. Ne moreš razumeti. Tvoj razum je premajhen, da bi vse razumel. Nekaj razumeš, ja, vsega pa ne. In marsikar misliš, da razumeš, se motiš. To je posledica izvirnega greha. Da je človek neveden, ni kriv, ker se je tako rodil. Sem se rodil neveden. Lahko pa postane kriv, kadar si domišlja, da vse ve. Ali da v neki stvari lahko odloča. Jaz vem, jaz sem prepričan, gotovo je tako. Mogoče je. Kaj pa, če ni? Ker si zmotljiv. In tako se je zgodilo, da so naredili tudi z Jezusom. Človek, ko odloča o velikih rečeh, se mora vprašati dvoje. Ali res vem to? In tako so Judje sodili Jezusu. Ali je res tako? Kaj pa, če morda ni? Kaj pa, če se morda motimo? Mislimo, da je tako, v resnici pa ni. Zato bomo rajši se držali nazaj. Pa rekli, ne vem, ne upam se, ne bi trdil. In ko gre za človekovo življenje, ja, za življenje gre, ne upam se. Oni so pa rekli, upamo se. Smrt zasluži. Torej, lahko bi rekli, so bili zapleteni v začaran krog, ki je v tem, da torej svojim razumom, ki je zmotljiv, odločaš o resnici. Kako svojim zmotljivim razumom odločaš o resnici? Ja,
moram, drugače pa nikamor ne pridem. Tako si v začaranem krogu. In v tem začaranem krogu so bili Judje, ko so zahtevali Jezusovo smrt. Prepričani v svoj prav, a v resnici prepričani z razumom, ki je v tem primeru bil ne samo zmotljiv, ampak se tudi motil. Zato Jezus bi lahko rekel, Oče, odpusti, saj ne vedo, kaj delajo. Torej, to je premišljevanje o tem Jezusovem stavku. Drugi stavek je: še danes boš z menoj v raju. To je rekel Jezus razbojniku, ki ga je prosil. Spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Ta razbojnik, o katerem piše samo evangelist Luka, je nekaj posebnega. Drugi evangelisti o tem ne pišejo. Piše pa Luka, ki je, lahko rečemo, evangelist Božjega usmiljenja. Luka, ki nam je zapisal zgodbo o izgubljenem sinu, ali pa o izgubljeni ovci, ali pa o usmiljenem Samarijanu. Govori, kako je Bog dober in usmiljen. In ta razbojnik, ki je visel poleg Jezusa, je poslušal, kaj vse govori o njem, tudi je poslušal Jezusove besede. In o tem sem razmišljal. In prišel do zaključka, ta Jezus ni kar tako rekel o svojem kraljestvu in pogovoril se z očetom, pa odpustil svojim ubijalcem. Ta človek ni kar tako in govori o svojem kraljestvu. Čuj, če greš v svoje kraljestvo, vzemi tudi mene zraven. To je bilo za Jezusa, bi rekli, ena velika tolažba. Poleg Marije, pa poleg Janeza, vsaj še nekdo, ki ga ceni, ki mu zaupa, ki verjame, da ni kriv. Tako lahko rečemo, je podoben tistemu, o katerem pripoveduje Evangelij, ko je gospodar nabiral delavce, ene je dobil takoj zjutraj, ene čez dan, ene proti večeru, 1 uro pred koncem, ampak jih je vzel in jim je poplačal, ker jih prej nihče ni poklical. Tako lahko rečemo, je ta razbojnik bil tisti, ki je prišel zadnjo uro. Ampak, ko je videl, je rekel, tu sem na razpolago. In tako je, lahko rečemo, ta razbojnik prejel plačilo, nič manjšo kot tisti, ki so bili cel dan na delu. Pa še nekaj lahko dodamo. V zgodovini krščanske duhovnosti je ta skesani razbojnik postal podoba trojnega upanja. Eno upanje, zavrnitev k Bogu ni nikoli prepozno. Nikoli. Še zmeraj imaš čas, dokler si živ, da se vrneš Bogu. Potem, da je Božje usmiljenje večje kot vsi naši grehi. Kdo ve, kaj je imel ta razbojnik na duši? Kdo ve? Ne vemo. Kar tako ga ne bi obsodili. Ampak Jezus me je odpustil. Odpustil bo vsakemu, kdorkoli se k njemu obrne. In še tretje, tudi v zadnjem trenutku, če ga izkoristiš, ti je lahko vse urejeno. To je nauk tega razbojnika, ki je visel na križu. Jezusa prosil, naj ga prejme svoje kraljestvo. Jezus me je obljubil, še danes boš z menoj v raju. Potem Jezusove besede, žena, glej tvoj sin. Sin, glej tvoja mati.
prvi del Mariji namenjen, to imaš zdaj Janeza, drugi del namenjen Janezu. Jezus je bil edini sin svoje matere. Nikogar drugega ni imel. In zdaj je vedel, mama bo ostala sama. Dober sin poskrbi za svojo mamo, ko ostane sama. In tako je poskrbel za to, da mama ni ostala sama. Izročil jo je apostolu Janezu. Tako je bilo za Marijino bodočnost preskrbljeno. Ne bo sama. Temu Jezusovo naročilu pa je krščanska teologija in duhovnost dala mnogo širši domet. Nekaj velikega. Ko Jezus izroča svojo mater učencu, Janezu, jo izroča vsakemu izmed nas. Vsak od nas je ta Janez. Vzemi mojo mater k sebi. Vzemi Marijo k sebi. Kdo pa je ta Marija, ki naj jo vzamem k sebi? Ki mi jo Jezus naroča, ki ji Jezus naroča, naj bo moja mati. Kdo je ta Marija? Če bi postavljali, Marijo si na veliko častimo, če bi jo postavljali v isto vrsto z Jezusom, ne bi delali prav. Ker Marija ni enaka Jezusu. Mi sicer rečemo Jezus, Marija, ampak med Marijo in Jezusom je velikanska razdalja in razlika. To, kar je Jezus, je sam od sebe. On je Bog od Boga, luč od luči. Marija pa nima nič iz sebe, ampak vse, kar ima, je prejela. Ni njeno po izvoru, njeno je, da ima, ampak ni iz nje. Kar ima, je prejela in je v vsem odvisna od Boga. Kakor vsi drugi ljudje. Je pa spet razlika med nami in Marijo. Marija je bila po Božji izvolitvi izbrana za največjo nalogo, ki je mogla ena žena na svetu od Boga prejeti. Katero? Da bo postala mati Jezusa, ki se učlovečuje. Jezus kot Bog nima matere, kot človek jo pa ima. In to je Marija. V tem smislu zavzema Marija veliko mesto, najvišje mesto, kar je more imeti človek, posebno še, ker je Marija to izvršila na odličen način. Bila je Jezusova človeška mati. In iz tega razloga, po človeško povedano, lahko rečemo, da ima Marija pred Bogom neke prednosti. Če rečemo s tujo besedo protekcijo. Marija ima protekcijo. Je že tako, ker je pač nekaj posebnega. Ni boginja, je ženska, kot so vse druge, ampak pred Bogom ima posebno protekcijo, posebno besedo, posebne prednosti. Ker je pa Marija mati, ženska mati, ki ima rada svoje otroke, to svojo protekcijo, to svojo prednost Marija uporablja ne za sebe, sama ima dovolj, za svoje otroke, za nas ljudi. In da je to res, lahko sklepamo iz tega, kako kristjani že stoletja in tisočletja Marijo častijo in ji zaupajo. To zaupajo in zaupamo.
ne vem koliko let ali stoletje stara molitev, ki pravi, še nikdar ni bilo slišati, da bi ti, Marija, koga zapustila, ki je po tvoje varstvo pribežal, se tvoj priprošnji priporočal, ni bilo slišati. Zato tudi jaz, ki to govorim, zaupam vate, Marija. In da Marija to vzame zares, je dokaz, ker ta molitev vztraja. Če ne bi bilo res, bi utihnili, pa bi rekli, a z Marijo ni nič. Jaz sem se zdaj zatekal, pa nisem nič dosegel. Ja, če nisi ti, ampak jaz pa sem. In teh, ki pravijo, jaz pa sem, je toliko, da ta molitev, pa še tolike druge, ki so ji podobne, vztrajajo. Pomeni, Marija dejansko je vzela Jezusovo naročilo, mati, glej, tvoj sin zares, in ta tvoj sin je vsak človek, je vsak izmed nas. Kdorkoli, tudi jaz, tudi vi, ki me poslušate. Tako Marija se torej zaveda naročila, ki ga je prejela od Jezusa. Žena, glej, tvoj sin, glej, tvoja hči, vsi so tvoji. Marija je rekla, ja, sprejmem. In mi se tudi zavedamo, da je nam rečeno, glej, tvoja mati. Vsi smo Marijini sinovi in hčere, vsem nam je mati in priprošnica pri Bogu. Torej, tako smo obravnavali 3 Jezusove stavke, ki so namenjeni drugim. Zdaj pa še 4, ki izražajo njegova občutja. Žejen sem. Da je Jezus, ki je visel na križu, trpel žejo, je razumljivo. Zadnjo tekočino je užil prejšnji večer, pri zadnji večerji. Torej, to je bilo zvečer, četrtek. Da je žejen, je pa zaklical v petek, gotovo po 12. uri, točno se ne ve. Minilo je torej kakšnih 18 ur. V teh urah, če so normalne okoliščine, postane človek žejen. Kaj pa šele Jezus? Ničesar ni zaužil, izgubil je pa ogromno krvi, ko so ga bičali, pa ko so mu vzeli obleko, ki se je prijela na rane, je spet tekla kri. To je povečalo žejo. Povečalo je tudi, ker je bil utrujen, ker je se komaj z muko vlekel do Kalvarije, ko je vlekel križ. Zraven tega je bila vročina, to je bilo poldan. Podnevi je človek, posebno tam v južnih krajih, hitro žejen. Torej, žejen sem. Evangelist pripoveduje, da je tam stala posodica s kisom. To je pač običaj, kadar so nekoga križali, je bila tam posoda s kisom. Zakaj? En razlog je bil, da so temu revežu, ko je rekel, da je žejen, saj nekoliko olajšali žejo. Drugič pa, da mu, ker je bila, torej je bil še neko mamilo notri, da mu nekoliko omilijo trpljenje oziroma neznosne bolečine. Kaj mislite? Razbičan, viset, pribit na križu. To je, če človek razmišlja, tako rekoč, nemogoče zdržati. Jezusovemu klicu, da je žejen, in dodatku, da so ga pojili s kisom, namreč
tam je ena palica, pa je eden vzel gobo, pa nataknil gobo, prej pa v kis namočil. Jezusu ponudil, da je lahko vsaj nekoliko obliznil, kolikor pač je mogel. Temu pripisujejo duhovni voditelji poseben pomen. Povezujejo jo s prorokom Izaijem, ki je živel 800 let prej in opisuje izraelsko zgodovino in obnašanje tega ljudstva. V prispodobi pravi: posadil sem vinograd na lepo položenem kraju, obsijanim soncem, in pričakoval, da bo ta vinograd rodil sladko grozdje in potem žlahtno vino. A kaj sem doživel? Ni rodil grozdja, ampak kislico. In ni nastalo vino, ampak kislica. In je bil razočaran. Kaj takšnega? Toliko sem naredil za ta vinograd, te pa nič. Te sem pa razočaran. A ta vinograd je prispodoba za izraelsko ljudstvo. To ljudstvo je Bog izbral, da bo mu delalo veselje. Pa mu ni delalo veselje, ampak razočaranje. Tako lahko obrnemo na sebe. Tudi vsak od nas je Božji vinograd. Bog ga je zasadil. Kaj rodi ta trta? Kaj rodi? Kislo grozdje ali pa sladko grozdje? Toliko povezavi s tem Jezusovim klicem žejen sem. Potem je Jezusov klic: moj Bog, zakaj si me zapustil? Človek je ustvarjen kot družabno bitje, po Božji podobi. Bog ni sam. Bog so trije, pa ni tri bogovi. Tri osebe v enem Bogu. Bog je družba, ni samotar. Oče, Sin, Sveti Duh. Ki je človek ustvarjen po Božji podobi, je tudi on ustvarjen za odnose. Sam biti je obupno. Skupaj biti je pa lepo, ker imaš nekoga, ki ga razumeš, ki on tebe razume. Če pa med temi ljubezen, in ljubezen je tista, ki iz treh Božjih oseb naredi enega Boga, je tudi človek takrat srečen, ko ljubi. Ljubezen osrečuje. To vidimo tudi v človeški družini, ki je podoba Božje družine. Mož, žena, otroci, oče, sin, duh. Ni isto, ampak je prispodoba. Oče, sin, duh se ljubijo, mož, žena, otroci se ljubijo. In če se ljubijo, so srečni. Če se ne ljubijo, so nesrečni. Če so osamljeni, so žalostni. Je trdo življenje. Zato je hudo tistemu, ki je osamljen. Zato se Jezus čuti, da mu je še bolj hudo, poleg telesnih ran, da se čuti zapuščenega. Vsi so me zapustili, šli svoja pota, sam sem sam. Spomnim se, da sem gledal film o egiptovskem Jožefu. Bil je najmlajši sin očaka Jakoba, 12 jih je bilo. Bil je še deček, tako rekoč. Ker ga je oče rad imel, so mu zavidali in so ga prodali trgovcem za sužnja, ki so ga peljali v Egipt. In ta ubogi deček, ki je bil doma vajen
kako lepo jim je bilo pri očetu, pri mami, pa pri bratih v Egiptu, med tujimi ljudmi, suženj, na tržnici ga prodajajo, koliko je vreden, toliko. Jaz sem s tem dečkom, ko sem ta film gledal, čutil, Bog je revež. Kako bi se jaz počutil, če bi na njegovem mestu? Kako se je počutil Jezus, ko je bil osamljen? Moj Bog, zakaj si me zapustil? Jezus je zaradi nas, tudi našega zveličanja, vzel nase tudi to trpljenje. Dopustil, da je bil prodan za denar, Juda ga je prodal. Da so se ga odpovedali voditelji lastnega naroda. Izročili so ga tujcem, nevernikom. Še učenci so ga zapustili in sedaj ima občutek še, da ga zapustil njegov oče. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Tako bi lahko rekli, je na najvišjo potenco, matematično rečeno, doživel zapuščenost. Spomnimo se Gregorčičeve pesmi: Gorjemu, kdor v nesreči biva sam. To je bil Jezus. Teologija odrešenja pa razbira v tem Jezusovem klicu mnogo več, ne samo človeško zapuščenost. Ta Jezusov klic je klic Mesija, ki moli starodavni in vsem Izraelcem znani Psalm 22. Kardinal Jozef Ratzinger, ki je potem postal papež, ki se je zdaj odpovedal, je med drugimi knjigi napisal tudi Jezus iz Nazareta, knjigo, 2 debele knjige pravzaprav. In ta Jezusov klic takole razlaga, tako pravi, to so njegove besede. Ta Jezusov klic ni kakršenkoli krik zapuščenosti. Jezus moli veliki psalm trpečega Izraela. S tem sprejema nase celotno stisko ne samo Izraela, ampak vseh ljudi tega sveta, ki trpijo ali trpimo zaradi skritosti Boga. Boga, ki molči, ko vidi, kaj se na svetu dogaja. Kje je Bog? Bog je tiho. Jezus prenaša pred svojega očeta samega sebe, pa ne samo, ampak krik in stiske vsega sveta, tudi nas Slovencem, ki nas muči odsotnost Boga. Zakaj je Bog tiho, ko gleda, kaj se dogaja? Jezus se istoveti s trpečim Izraelom, človeštvom, ki trpi zaradi skrivnostne nedojemljivosti Boga. Boga ne razumemo. Jezus sprejema vase kričanje. To besedo uporablja Ratzinger. Človeštvo kriči: Bog, kje si? In ta Jezusov klic: Moj Bog, zakaj si me zapustil? Jezus ne govori samo, ker je zapuščen, ampak govori v tvojem imenu, mojem imenu, v imenu vseh ljudi. Moj Bog, kje si? Kličemo te, ti pa molčiš. To je tukaj tako razlaga Ratzinger to. Psalm, še naprej, Psalm 22 preveva zgodbo trpljenja in sega onkraj nje, torej presega. V njem je tako rekoč vnaprej opisan celotni pasijon. Ta psalm namreč opisuje tako rekoč naprej par stoletij, kar se bo dogajalo z Jezusom. Javno je ponižan, posmehujejo se mu, rogajo se mu, z glavo majajo, žejenje,
boli ga, prebadajo mu roke in noge, za njegova oblačila žrebajo. To je bilo vse v tem psalmu napovedano. In pravi Ratzinger, ko Jezus moli ta psalm, doživlja samega sebe, ampak doživlja zgodovino Izraela in vsega sveta, vseh ljudi. Ko izgovori začetne besede, je v teh besedah navzoča celota, cel psalm. Navzoča je tudi gotovost uslišanja. Oče sliši Jezusa in ga bo uslišal. Sliši naše klice in krike in kričanje in ga bo uslišal, ko pride njegov čas. Kristus moli kot telo, kar pomeni, da so v njegovem glasu glasovi vseh nas. Tudi tvoji, ki me zdaj poslušaš, pa se morda čutiš, zakaj moram trpeti. Tvoj klic je tudi skrit, vklopljen v Jezusov klic, moj Bog, zakaj si me zapustil. Če koga zanima, v drugi knjigi tega Jezusovega življenja na strani 211 bo to našel. Kristus moli kot telo, kar pomeni, da so v njegovem klicu glasovi vseh nas. V njegovem boju so boji vseh nas. Ko se borim, se bori Jezus v meni in jaz v Jezusu. Naša stiska in naše upanje je tam vključeno. Ker je Jezus Kristus, je v njem odrešenje in zmaga ljubezni. Še besedica zakaj. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Zdaj smo govorili o zapustil. Te pa še zakaj. Kdo se od nas še nikoli ni ustavil o besedi zakaj? Zakaj, Gospod? Kaj imaš od tega? Ali ne bi mogel biti svet tudi brez tega srečen? Ali obstajati? Brez tvojega in brez našega trpljenja. Zakaj? Katekizem katoliške cerkve na to vprašanje odgovarja z besedami Tomaža Akvinskega, ki se glasijo takole. Zakaj Bog dopušča, da se zgodi kaj hudega in zlega? Odgovarja, zato, da bi iz tega naredil nekaj boljšega. Katekizem katoliške cerkve, številka 12. Zakaj? Zato, ker bo prišlo nekaj, kar je več in boljše kot to. In naprej govori, da bi iz tega napravil, torej zmaga nad grehom, ki jo je izbojeval Kristus, nam je podarila večje dobrine, kakor so tiste, ki nam jih je greh odvzel. Greh nam je odvzel, ampak dobili bomo več. Ker se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost, pravi apostol Pavel, pismo Rimljanom, 5. poglavje. Trpljenje in drugo zlo nima v sebi lastne vrednosti, nima. Če pa ga človek sprejme iz Božje roke, je sposobno iz njega narediti močne osebnosti, kot nam pričujejo knjige Stare zaveze, naprimer Abraham. Preizkušen je bil, tu je postal velik. Mojzes prav tako, Jeremija, Job. Preizkušnje so jih naredili nekaj velikega. Če hočemo mi, naš slomšek je bil torej preizkušen, zato je postal velik. Gnidovec, ki je na tem, da bo postal proglašen, trpel je. Mladi Grozde, trpel je. Baraga, kaj je pretrpel Medijanci? Trpljenje
jih je naredilo velike. Kot pravi naš pesnik Oto Župančič, kuj me življenje, kuj! In če te bo kovalo, če se boš pustil, bo iz tebe nekaj naredilo. Toliko o tem. Gremo naprej. Evangelist Janez poroča, da je Jezus potem, ko je okusil kis, ki so mu ga ponudili, rekel, dopolnjeno je. Dopolnjeno je. Kaj je dopolnjeno? Prerokbe, ki so ga napovedovali, stoletja in stoletja. Dopolnjena je napoved, ki jo je sestavljavec pisma Hebrejcem položil v usta prihajajočemu odrešeniku. Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, Gospod. Glej, izpolnil sem, dopolnjeno je. Kaj več ni treba. Dopolnjeno je, kaj je po Mojzesovi zakonodaji stoletja in stoletva, torej darovi oziroma žrtve, daritve, klavne in žgavne, ki so jih v templju darovali judovski duhovniki, ni jih več treba, ker je Jezus dopolnil vse te daritve. Zato mi več nimamo teh darovanj, kot so jih imeli Judje, ko je zapovedal Mojzes, ovne, kozle, vole in tako naprej. Minilo, dopolnjeno je. Vse je dopolnjeno. S Kristusovo daritvijo na križu je bilo dopolnjeno odrešenje sveta, ki ga je dogovorila Sveta Trojica, ko se je odločila, da se Jezus učloveči. In ko je rekel, dopolnjeno je še rekel zadnje besede. Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. Tudi iz tega vidimo, da ni mislil dobesedno, ko je rekel, oče, zakaj si me zapustil. Potem ne bi rekel, tvoje roke izročam svojo dušo. Kaj bom, če me pa zapustil? Ni te zapustil, zato mu kar izroči dušo v roke. Prvo, kar je v Jezusu napisano, da je rekel, ko so ga v templju našli starši 12-letnega, je bilo napisano, ali ne veste, da moram biti v tem, kar je mojega očeta? Kolikokrat je še potem izgovoril besedo oče? Samo pri zadnji večeri 53krat sem sam štel, morda sem se zmotil, ampak dosti ne. In zdaj Jezusove zadnje besede spet oče. Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo, kar pomeni, popolnoma se ti zaupam. Popolnoma. Ves sem tvoj. Vračam se k tebi, odkoder sem prišel. In tako zdaj zaključimo. Prve Jezusove besede, za katere vemo, so bile izgovorjene v templju, to sem že povedal. Ko je rekel Jožefu in Mariji, ali niste vedeli, da moram biti v tem, kar je mojega očeta. Koliko jih je odgovoril potem? Koliko? Če bi bil navaden človek, bi vse njegove besede utonile v pozabo. Kdo bi vedel za nje? Kdo ve za besede, ki so ljudje govorili pred 2000 leti? Kdo ve? Nihče. A Jezusove besede po 2000 letih so znane, napisane v 100 in 1000 knjigah po natisih Svetega pisma. Polovica človeštva ve za Jezusove besede. Zapomnili so si jih tisti, ki so ga poslušali. Pripovedovali naprej, zapisali. Potem so jih mnogi prepisovali skozi stoletja, 2000 let, širili, oznanjali in se po njih ravnali. Te Jezusove besede so prišle tudi do nas.
Jezus, hvala ti zanje. Hvala vam, dragi poslušalci, prijatelji, da ste poslušali, da smo bili skupaj. Hvala Jezus.